Večina bi rekla, da vrhunski tretmaji za lase, da se odvijajo v kakšnem tistem prestižnem frizerskem salonu, iz katerega greš težko pod 100 evrov, a ne? Ampak to je pravzaprav napaka, kajti najboljše, najbolj kvalitetne, tiste res prave, naravne zadeve, ki bodo okrepile moč las in vplivali tudi na dobro počutje, se bodo zgodile kje druge kot v vaši domači kopalnici in v vaši kuhinji. Kaj je tisto, kar je za naravno vsakodnevno nego in kaj je tisto, kadar se pojavijo kakšne težave, pa bomo obdelali tiste najpogostejše. O tem bomo danes govorili, zato pisalo in papir, kajti marsikaj zanimivega boste slišali. V naši družbi je slovenska varuhinja las, vse tako jo sama osebno kličem, ker vem, koliko ljudem je pomagala, predvsem ženskam. Sonja, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni. Ste tudi kreatorka etnobotanike, čudovitih, krasnih pripomočkov, ki so res dobesedno orodja sodobne tehnologije na popolnoma naraven način in s tako visoko vibracijo, kar je bistveno več, kot piše na deklaracijah. Ja, točno tako. Zdaj, govoriva o tretmajih, ki jih delamo v domači kuhinji, ki jih delamo v domači kopalnici, pa če začneva za neko tako vsakodnevno zadevo. Zdaj sama sem začela uvajati ne samo to tedensko rutino umivanja las, ampak tudi zvečer. Kaj je recimo, če začneva z večerom, kaj je najbolj pametno zvečer narediti, preden gremo spat? Zvečer imamo dve možnosti. To se pravi, ena stvar je poskrbeti za lasišče, za nego lasišča. Še posebej je pomembno, da si naredimo vsaj enkrat mesečno čiščenje lasišča s pomočjo amlinega olja. In sicer zvečer nanesemo tam na koncu imamo, pa tale kosmiček vate je zelo pomemben, ja. S to kompreso, ki je notri, si amlino olje nanesemo po prečah na lasišče, pustimo delovati čez noč in zjutraj umijemo, ker ta olje bo odstranilo vse naslage, bom rekla, od mrle kože, od večnega sebuma, ki ga lasišče izloča, in tako, da bo naše lasišče dihalo in bo čisto. Vsaj enkrat mesečno je to super narediti. Se pravi, splača se lase umivati zjutraj, zaradi tega, da imamo nočno nego, pa takrat damo verjetno kaj, ne? Če se bojimo, da bomo umazali polšter, damo eno brisačo, pa je v redu, a ne? Tako, zaščitimo vzglavnik in to je to. Jaz ob dobrih dnevih imam celo svileno kapco gor, da se lase, ne? Svila je fantastična, ja, in za našo kožo in za lase. Kaj pa za konicami? Nekako sem ugotovila, da če zvečer pred spanjem namažem konice, da je zjutraj las res bolj fin, bolj upogljiv, ker zdajle recimo si že moram porezati špice, ampak kar nekako vidim, da z tem oljčkom kar se regenerira, no, in ta čas v bistvu podaljšujem, čeprav vem, da bo enkrat prišel, a ne? Ja, monoji olje ima tako maščobno molekulo, ki lahko pride v las, ampak rabi malo čas in rabi toploto. Tako da, če negujemo, če bom rekla intenzivno negujemo lasne konice, potem je super zvečer namazati lasne konice z monoji oljem, da bo olje imelo dovolj časa, da pride v las, in mogoče jih zavijamo v neko prozorno folijo za živila, da je malo bolj toplo, da je malo vlage notri in bolj intenzivno se potem ta maščoba absorbira v las. Bi tudi kakšna volnena kapca delovala, recimo, da bi jo dali? Odvisno, koliko so naše lasje dolgi, ampak če imamo, predvsem je tukaj problematika zelo dolgih las, ki se manj pogosto strižejo, pa seveda imajo neko obdobje za sabo rasti, tako da koničke bi jaz ne bi v kapo dajala, ampak je dovolj prozorna folija za živila. Je dovolj prozorna folija? Ja. Ok. Se pravi, kaj pa šika kaj? Mene je že
tolikokrat rešil v bistvu, mislim, iskreno, zame je to v zadnjih 10 letih na področju las in nege las največje odkritje. Ja, Shikakaj rešuje ženske, ki, bom rekla, trpijo zaradi zelo hitre mastitve lasišča. In sicer ga takrat uporabljamo, super je uporabiti ga kot suhi šampon, ker je popolnoma naraven. Mi enostavno ga stresamo na neko ravno podlago, v to potem svoje prste povaljamo v tem prahu. Edino, kar je treba paziti, da to ne vdihavamo, ker bomo potem kihali, ker Shikakaj ima zelo veliko saponinov, tako ja. Zelo veliko saponinov in potem draži sluznico in lahko malo kihamo. Kihamo, ja. Je pa fantastičen, zato ker takoj popije vso maščobo. To kakšen volumen naredi. In dvigne lase in tudi da lesk. Pa tudi, vem, da ne veste, si vedno dajo Shikakaj, zato ker vejo, da bojo po noči dolgo, tako da ene že poznajo te finte. Je pa tukaj ni potem kakšne omejitve v tem smislu, ne vem, kako pogosto lahko to uporabljaš ali kakorkoli, ker enkrat sem slišala, da bi nekako enkrat na teden bilo dost za umivanje las in tukaj, če imamo recimo zelo pogosto umivanje las, si mogoče lahko s tem malo premaknemo te meje? Ja, Shikakaj kot suhi šampon služi prav temu, da malo zamaknemo mokro umivanje las. Mokro umivanje las. Odlično. Kaj pa imava tukaj? Tole pa moram reči, da poznam, ampak ne v tej obliki etnobotanike. Torej, to so pa hidrolati. Kdaj bi pa to uporabljali? Hidrolati se uporabljajo kot toniki za lase in lasišče. Na lasišču naredijo, ker so vsi hidrolati pH kisli, zelo dobro delujejo na samo zdravje lasišča. Potem seveda imajo kar močne terapevtske učinke. Na samih laseh pa ravno tako, ker so kisli, las zaprejo, las se lepo sveti, lepo nam diši in pa pač zapre ovojnico lasu. Zdaj pa, kdaj bomo hidrolate uporabljali? Vem, da ena je verjetno ta, ko so še mokri, kaj pa, ko so suhi, kako je? Kdaj bomo zdaj hidrolate dali? Če jih uporabljamo kot, bom rekla, bolj intenzivno terapevtsko sredstvo, takrat jih uporabljamo vedno po umivanju las, ko si lase že popivnamo z brisačo, predno se začnemo sušiti. Takrat našpricamo lasišče in lase. Potem imamo pa možnosti vmes, recimo zdaj, ki je poletje in vroče, se lahko z hidrolati osvežimo. In potem tretja možnost uporabe je pa ta, da naprimer tisti, ki imajo probleme z lasiščem in posebno s kakšnimi srbečimi lasišči, da si pošpricajo po laseh določen pač hidrolat, ki je za to namenjen in da se ne praskajo po lasišču in da si pač ne inficirajo lasišča. Kako pa veš, recimo, rožmarin, vem, da je tudi v programu pri izpadanju las, pa je v programu proti cepljenju raz. Tako da za rožmarin mi je mogoče še najbolj jasno. Kaj pa žajbelj? Žajbelj je proti mastnemu lasišču, pa tudi, če so recimo kakšna psoriaza na lasišču ali pa ranice po lasišču. Potem imamo vrtnico, ki je za suho lasišče in za suho lase. Vrtnica je izredna pri, bom rekla, vlaženju. A lahko tudi, jaz hidrolat vrtnice uporabljam za kožo. A lahko zdaj to uporabljam za oboje?
Se pravi, si naši hidrolati se lahko uporabljajo za zunanjo uporabo in lahko se tudi uživajo. Se pravi za obraz, za lase in za pitje. In za kulinariko. To mi je všeč. Za pripravo. Multifunkcijsko. Vrtnica s šampanjcem je super. Potem pa kamilica. Kamilica bi rekla, da kaj pomirja? Kamilica pomirja, je za kakšno srbeče, razraženo lasišče, tudi za kožo obraza. Peppermint je pa predvsem za moške, ker moški po večini imajo problem z vročo glavo, z vročim lasiščem. Peppermint hladi in tudi peppermint super deluje proti prhljaju. Vem, da na kakšnih teh koncertih pa tak naprej se to kar uporablja tudi eterično olje, zaradi tega, ker hladi, tako da, odlično. Se pravi, tukaj sva obdelali zdaj neko tisto rutino, ki je na bazi vsakodnevnega življenja, če hočemo imeti fajn lase, in pri ženskah vemo, da so lase tudi zelo povezani s samozavestjo, tako da se splača. Torej, rekli sva suh šampon, šikakaj, nega, torej šampon, ki ste ga ustvarili, ki je res pravzaprav energijski, šampon za vibracijsko umivanje las, pa potem monoji olje za konice, pa pred umivanjem en dan amla olje na lasišče, vsaj enkrat mesečno, in pa hidrolat za v torbico vroče dni kar tako, oziroma po umivanju na mokre lase, lahko pa tudi za obraz, pitje, kulinariko. A sem prav? Tako, pravilno. Kljukca, dobim kljukco. Saj imam že kar nekaj kilometrine uporabe vsega tega, tako da pomislim samo, katere so tiste stvari, ki jih sama uporabljam. Zdaj pa imamo pa tudi posebne tretmaje. Mene osebno je zelo presenetilo, koliko denarja so ženske pripravljene za kakšne profesionalne frizerske tretmaje odšteti. To so res konkretne vsote, ampak še večji šok pa sem doživela, ker sem dejansko šla gledati sestavine in nisem ji zasmilila tukaj ženska, ki je to vdihovala takrat na tretmaju, ampak frizerka, ki je s tem dejansko delala oziroma dela na dnevni bazi in svetujemo ženskah tudi na vikendih za dušo, ogromno pride frizerk, ki imajo težave s ščitnico ali pa avtoimune bolezni, ki jih v bistvu povzročajo ti preparati, s katerimi dnevno delajo. Tako da zelo močna je ta povezava, pa isto tele, ki delajo v salonih nohte, pa te zadeve. Ampak ti tretmaji so pa čist popolnoma, bom rekla, naravni, rastlinski. Rastline so vzgojene, sicer rastejo v Indiji, ker pač tukaj nimajo pogojev, ker rabijo veliko višjo temperaturo in veliko manj dežja. Je pa enako, kot bi jih mi vzgajali na lastnem vrtu. One se v določenem trenutku, ko je v njih največ zdravilnih učinkovin, se požanjajo, posušijo in potem zmeljajo v fin prah in vakuumsko pakirajo. Tako da ne zgubijo med potjo, to se pravi od Indije do Slovenije, ne zgubijo svojih učinkovin. To je zelo pomembno, da ohranijo to, kar morajo vsebovati. Seveda mi imamo nadzor nad temi polji, te rastline so z ljubeznijo vzgojene, pazljivo se z njim ravna. Tukaj ni nekih, bom rekla, neke slabe energije zraven, ker tudi izdelek, ko ga vzameš v roke, tisti, ki so občutljivi na energijo, začutijo, da so naši izdelki, zapravo naše rastline, zadovoljne. Da drugače vibrirajo. Mislim, sama bi tukaj izpostavila, glede na to, da sem leta in leta recimo kurkumo iskala, v Indiji. Indijci se zelo dobro zavedajo, da mi ne poznamo njihovih rastlin, in prodali ti bojo največjo sranje, grdo rečeno, pa mi, mislim, niti vedeli ne bomo. Tako da vem, da tukaj je zelo, zelo velik izziv in da niso izkoriščeni ljudje, ki to uporabljajo, da ni kemije, pa potem transport, kot je bil omenjen. Tako da verjamem, da je to nekaj letno delo, da prideš do ta pravega vira. Tako da, wow.
Ja, tudi kar nekaj časa je, ja, da najdeš takega partnerja. Jaz včasih rečem, da sem našla brata. Zato, ker imava enake poglede na življenje, enake poglede glede vrednot, osebnih vrednot in seveda tudi obnašanja do zaposlenih, obnašanja do okolja, tako da sem bila presrečna, ko sem ga našla. Kot 2 zvezdice, ki so se prepoznale na nebu. Super, to je res zlata vredno. Ja. Se pravi, zdaj pri negi. Nekaj smo že slišali, tale program proti izpadanju las, ta je eden izmed teh izzivov? Tako, eden največjih izzivov zadnjih 2 let je izpadanje las. Bodva konkretno zaradi korone? Zaradi korone. Predvsem mislim, največji vzrok je korona in nekako 3 mesece po prebolelosti se začne izpadanje las, zaradi tega, ker je zgleda to bolezensko stanje en zelo velik šok za telo in to se seveda pozna potem na laseh. Sploh, če nimamo dovolj vitaminov, mineralov, pa z las verjetno začne pobirati. Ja, v laseh imamo mi, bom rekla, shrambo. In lasje rastajo iz krvi in s krvjo pač dobimo vse to, kar je v naši krvi in tam se nalaga. In ko telo to rabi, tukaj vzame. Zato nekateri pač tudi lahko usivijo čez noč, lasje izgubijo čez noč, če so hude, bom rekla, hudi stresi. Naprimer, tudi če imate operativni poseg, lahko po 2-3 mesecih začnete izgubljati lase. Narkoza, recimo, lahko povzroči izpadanje las. In zanimivo, moškim so privlačni lepi ženski lasje. Zakaj? Zato, ker je to zagotovilo, da je ženska zdrava, polna vitaminov, mineralov, nahranjena in omogoča nadaljevanje vrste. Tako, ona bo... Vse pomembno, povezano. Ja, tako, bom rekla, ta genski govor je zelo močan, še vedno smo živali, tako rekoč. Ja, in zanimivo, da trepalnice ponazarjajo našo inteligenco in zato si jih ženske mažemo, da si na umeten način malo podaljšujemo inteligenco in rdečilo, šminka za ustnice, ki govori o plodnosti, mislim, noro, kako je povezano in tudi kako so včasih bolj vedeli, kako se skrbi za lase. Ja, točno tako. Torej, proti izpadanju je tam le en program, kaj pa imamo še? Potem imamo pa še en program, ki je za samo, bom rekla, hrano za lase. Imamo en program za hranjenje las in sicer za hranjenje las uporabljamo seno, aloe vero in monoi olje. Naredimo si masko iz tega. In jo dajemo lahko tudi enkrat tedensko, naredimo masko za lase iz teh sestavin. Uporabljamo tudi hidrolat, pač kot tekočino ne dajemo vode, ampak uporabljamo hidrolat. Odvisno pač, kakšen problem imamo z lasmi. Če so lasje suhi, potem uporabljamo vrtnico. Če so lasje mastni, potem uporabljamo žajbelj. Če rabimo pač malo vse skupaj pohladiti svojo glavo, potem uporabljamo pepermint, poprovo meto. Če pa rabimo, da lasje malo bolj rastejo in da je lasišče malo bolj prekrvavljeno, takrat pa pač uporabljamo rožmarin kot tekočino. In seveda to nanesemo na lase ali lasišče, pustimo delovati 1 uro in na to splaknemo. In na to speremo. Odlično. Veliko je vseh teh stvari, ampak zelo jasna navodila imate, uporabljate res tudi video in vse ostalo, tako da jaz res vse ženske, bom rekla, evo, motivacijo boste dobile, ker pri meni se je to začelo kot efekt snežne krogle. Na začetku imaš malo tisto občutek, zdaj ta pacerija, ampak potem pa, ko vidiš rezultate,
pa zadeva dejansko začne. In zdaj se mi zdi nekaj popolnoma normalnega. Praktično frizerju res ne hodim. Tudi doma imam škarje, kadar je treba, da se postrižiš. In mislim, stroški so minimalni za lase, ker dejansko vse lahko narediš doma. In je res, res, res krasno. Tako da jaz vam čestitam za vso to znanje, ki ga predajate. In pa enkrat, to da vam moram povedati, enkrat je bil posnet en zgodovinski pogovor s Sonjo Velikanje o energijski vlogi las. Zakaj je to krona, naša krona, je zaupala moja današnja gostja. Dejte pobrskati na klepetobkavi.si in poglejte si to oddajo, ker boste začeli drugače dojemati lase kot zgolj zaščito proti zunanjimi vplivi, ampak boste začutili ta energijski nivo in boste drugače delovali, boste videli. In tudi ljudje se potem začnejo drugače obnašati, kajti lasje so med drugim tudi antene.